Po poteh roparskih vitezov, na svetniškem pikniku, črna kronika lanskega leta, nadzorniki poročajo občinskemu svetu, na pikniku skupnosti Barka, pravljični gosti in abstrakcija na platnu, medvoški športniki žanejo uspehe. Dober večer in lepo pozdravljeni v informativni oddaji med dvema praznikoma, med dnevom državnosti in občinskim praznikom. Praznujemo ga 6. julija, ko se je leta 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro rodil Jako Paljaš. Vrhunec letošnjega občinskega praznovanja, zaznamovanega s koronavirusno boleznijo, bo jutri zvečer kot tudi slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad. Podeljeni bosta 2 medalji, 2 plaketi in dobili bomo častnega občana. To pa je zaenkrat vse, kar vam lahko zaupamo. Več o tem prihodnjič. Že v prejšnji oddaji smo poročali o 2 slovesnostih ob dnevu državnosti, o pohodu po aleji Slovenija na Bonovcu in o srednji občinski proslavi pred Aljaževo domačijo v Zavrhu. Sledi pa še kratko poročilo o pohodu z najdaljšo tradicijo. Prav na dan državnosti gremo po poteh roparskih vitezov. Že 17. smo se odzvali povabilu na pohod po poteh roparskih vitezov. Prav, to je res že tradicija in jo ne bi spustili in vedno je na 25. junija, se pravi enkrat nam je zagodlo vreme, takrat smo pač odpovedali in nismo delali nadomestnega pohoda, se pravi vedno bo ostal 25. junij tisti dan. Predvidevam, da ne prvič na temle pohodu. Skoraj vsako leto. No. Zato, ker je to lepa pot ali ker je danes državni praznik? Oboje pa ima spoznavanje naše domovine, našega kraja in je prav lepo. Druženja z ljudmi. Poznate kakšno legendo z teh krajev? Ja, v Zmaju je tam tabla, lepo piše. Tako, pa te viteze od Spetelinca. Celo do Radomelj je seglo povabilo. Zato, ker je to lep pohod in ker ste dobili povabilo ali ker je dan državnosti danes? Pa rečemo, da oboje, no. In zato, ker je praznik, da pač imamo čas, da se lahko tega dogodka udeležimo. Je kaj simbolike v tem, da gremo po poti roparskih vitezov prav na dan državnosti? Lahko bi rekel, da tudi na to temo se da kaj predebatirati. Prvi zbor o 8:30 pred osnovno šolo Preska, drugi pol ure kasneje pred galerijo pod Kozovcem v Žlebeh. Prva skupna postojanka pa ob cerkvi Svete Marjete. Mi smo se zelo potrudili, da smo upoštevali vse ukrepe, ki jih nam predpisuje NIJZ. In v bistvu lahko sam rečem, da sem vesela, da se vseeno zbiramo, čeprav je okoli nas veliko oblakov. Mislim, da so Medvoščani oziroma tisti, ki želijo priti pogledati to našo hertenberško posest, korajžni in mislim, da jih je tam kar okrog 100. Mi smo se bali, če bo prelepo vreme, da nimamo dosti hrane, da bi vse pogostili. Pogostili so lahko prav vse, vendar zaradi protikoronavirusnih ukrepov drugače, kot smo vajeni. Kaj je notri? V teh prelepih culicah, ko smo se včeraj popolne dobili in smo jih skupaj sestavili, je noter pol suhe klobase, velika žemlja in pa za boljši okus jabolko. Lokalno? Vse lokalno, vse naše. Drugačna pogostitev in še na drugi lokaciji, saj je bila trasa pohoda tokrat spremenjena. Pot je gmajnska, to se pravi je listje, trava in podobno, ni pa preveč mokra, da se bo kompletno, lahko se bomo sprehodili. Hodili bomo cirka uro in pol in naredili par kilometrov, neke višinske razlike, pa lepo se bomo imeli, jaz mislim. To območje je sicer polno legend, pa tudi arheoloških raziskav. Ana Vičar je zbrala krajevno ustno izročilo, zgodovinske vire in vse izsledke arheoloških raziskav v svojem magistrskem delu pod mentorstvom arheologa profesorja Andreja Gasparija, ki je to območje skupaj s študenti dodobra raziskal. Ugotovil, da je to biser v Sloveniji, ker toliko ledinskih imen in toliko grajskih utrdb na enem mestu, ki so bile med seboj povezane od istih lastnikov, ki so varovali Spanheimsko ozemlje pred Frajzingi in drugimi, da v Sloveniji praktično ni. In to se mi zdi, da je več kot legenda. Nekaj dejstev o Kašči je zapisanih na novi informativni tabli v neposredni bližini cerkve Svete Marjete. Kašča je bila sicer grad z obrambnim obzidjem, torej z osrednjo stanovanjsko obrambno stavbo na 1,5 hektarja površine z 2 obrambnima stolpoma.
Fenomen te kašče je, da se pravzaprav danes laiku skoraj kamen na kamnu gor ne vidi. Ne? Se pravi, očitno v nekem času, ne verjamem, da je šlo samo za potres, takrat je znane potrese v 16. stoletju, ne? Ampak da je bila ta stavba prav namerno razgrajena, tako da se samo še v temeljih da se je ohranila samo še v temeljih. Ne? Če jo pa pogledamo v kontekstu celotne soseske Podkrajske, je pa očitno začetek tega kompleksa Jetrbenk, o katerem nimamo prav malo zgodovinskih podatkov, ampak jih lahko zdaj z arheološkimi informacijami prvič na ta način dopolnimo, da lahko osmislimo to zgodovino, ki je zelo fragmentarna. Ne? Kot pravi Gaspari, raziskave, ki jih opravljajo na tem območju, ne stanejo prav veliko, pa tudi čistijo in sondirajo le, kar je nujno potrebno, brez večjih izkopavanj. Nadaljevali bodo prihodnje leto na vrhu Jetrbenka, od koder izvirajo zgodbe o vitezih Hertenberških. Tega so bili pa tudi te hribi žal deležni teh obiskov iskalcev z detektorji kovin, ki so izločali pač kovinsko gradivo in precej poškodovali arheološki kontekst. Sam glede na to, da se arheologi skozi samimi poškodbami tega zapisa srečujemo, bomo tudi to preživeli. Ni pa fino, ne? Malo za šalo, malo za res, se skriva tudi tisti zaklad, ki ga sedaj nekako legende opevajo. Ja, zdaj bom tako rekel, jaz sem že tudi take stvari odkril že, pa slišal za odkritje, videl objavljeno odkritja, čisto nič ne bi bil presenečen, če se ne bi nekaj podobnega v resnici enkrat našlo. Ne? Pa vso srečo seveda tistim, ki bojo to poskušali, najraje bi pa seveda videl, da ga to med našimi raziskavami odkrijemo. Pohodnike pa je pot na to vodila mimo vodnega škrata do kapelice Marije 7 žalosti na Katarini, po položni poti pod vrhom Jetrbenka do cerkve svetega Jakoba na Petelincu, ki je bila na ogled pohodnikom. Končni cilj pa tokrat ne na Branovem, ampak ponovno pri cerkvi svete Marjete. Kakšnega zaklada, razen dobre volje in tega niste odkrili na teh raziskavah? Jaz pa mislim, da so ljudje tisti naš zaklad, ker v bistvu, da nas takole spremljajo že vsa ta leta, nekaj je novih obrazov, vedno več se mi zdi, da je spominov tudi na ta pohod tako lepih, če ne se ne bi vračali in jaz pravim, to so tisti naši zakladi, lepi spomini. Če pa bo enkrat en rdečelasec nekje na vrh Jetrbenka vseeno kaj odkril, bomo pa še toliko bolj veseli, bomo pa še tam tablo postavili. Torej, skupni pohod se je tokrat začel in zaključil pri cerkvi svete Marjete, ki se pripravlja na praznovanje 500-letnice. Cerkev je bila namreč zgrajena leta 1526 iz razvalin starega Jetrbenškega gradu, ki je bil porušen v potresu leta 1511. Pohodnike je tokrat sprejel njen ključar. Ja, ključar pomeni, da skrbim za to, da se cerkev ohranja taka, ki je, oziroma še boljša. Ne? In ta cerkev bo 26. leta praznovala 500-letnico in bi jo rad res korenito obnovili. Veliko smo že naredili, streha je obnovljena, temelji so obnovljeni, inštalacije so obnovljene, zvonik, veliko drobnih stvari. Zdaj smo pa pred najbolj zahtevnim projektom, je pa fasada. Fasada je res finančen zalogaj, velik tehnološki zalogaj. Smernice, ki so jih nam dali iz Zavoda za kulturno dediščino, so res stroge in se moramo držati teh meril, tako da to je kar resna stvar. No. In kakšen očitek smo tam okoli Dneva državnosti največkrat slišali, da smo premalo ponosni na domovino. Na kaj ste vi ponosni kot Slovenec? Veste, če sred puščave vidimo en studenček, smo vsi navdušeni. Ko pa živimo v taki krasni deželi, jo pa sploh ne vidimo. In mislim, da je bolj to važno, kako mi v svoji glavi interpretiramo tisto dejstvo, da res živimo v fantastični deželi in da si jo znamo ogledati in da vidimo te lepote. Kaj je tisto, kar bi rekli, jaz sem pa ponosen, ker sem Slovenec? Sigurno so športniki del tega, ker sem tudi sam bil včasih aktiven športnik. Pa se pravim, na lepote, ki jih imamo, na naravo, na ljudi, vse to bi lahko dal v ta koš ponosa. Kaj bi mogoče zamenjali, če bi lahko? Ne bi komentiral. Kaj je tisto, kar vas navdaja s ponosom? Kar je lepo, mir, varnost v državi. Država je itak in okolica je zelo lepa, tako da nam je vse lepo.
Če vi rečete, sem ponosen Slovenec zato, ker... Ja, zato, ker sem vesel, da so na tem mestu živeli taki dobri ali pa veliki predniki, ki sem nanje ponosen, zato, ker je naša domovina tako lepa, zato, ker vem, da smo Slovenci, če je treba, znamo dobro skupaj stopati, ker imam veliko dobrih prijateljev, ker imam veliko dobrih sosedov in ker živim v lepi vasi. Ja, kot državljan Republike Slovenije, bom rekel, glede na mojo profesijo, sem seveda ponosen na raziskovalce, pa na vse rezultate, ki jih pravzaprav dajemo, na en način usmišljamo, dajemo dodano vrednost našim podatkom, zato da imamo vsi nekaj od tega, torej vsi državljani Republike Slovenije v smislu, da poznamo zgodovino tega prostora, da poznamo tudi moderno dinamiko dogajanja, vidimo, v kakšnih časih živimo. To je arheologija in zgodovina, sta že vse videla. Mi smo na tako prometnem koridorju živimo, da je vse to, kar se nam danes dogaja, že 1000-krat videno verjetno. Ponosni smo zaradi tega, ker smo vitezi Hertenberški, tudi zastavo smo dali na sredino, ki jo ne bi smeli dati, ampak smo si dali ta privilegij, ker smo pač roparski vitezi, da smo dali na sredino našo zastavo, potem smo pa opredelili, na levo stran smo dali državno, na desno pa občino Medvode. In mi smo ponosni, da smo vitezi Hertenberški. Politika pa nas ne zanima. No, kako pa bi vi odgovorili na prejšnje vprašanje? Tradicionalen počasi postaja tudi svetniški piknik s prijatelji. Že 6. leto zapored je tudi naša televizija prejela vabilo na piknik ob Studencu na Zgornji Senici. Prva 4 leta so ga na nas naslovili občinski svetniki iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, sedaj pa že drugo leto občinski svetniki nestrankarske liste Sotočje. Glavni akterji ostajajo seveda isti, le ime so si morali spremeniti. Tako visoke deležbe pa doslej še ne pomnijo. Piknika se je namreč udeležil tudi poslanec Državnega zbora. Že 6. leto zapored vabilo na piknik na isto lokacijo z istim namenom. Tako da danes, če se le da, se izogibamo politiki. Tle, kot zdaj snemamo, smo narisali eno črto, pred črto je politika, za črto je pa sproščeno druženje z listo Sotočje. Ja, očitno je že pregovorno na naših piknikih vedno lepo. Meni osebno pa pomeni to, neko prijetno druženje, sploh v družbi ljudi, ki nas tekom leta, mogoče povezujejo samo določeni izzivi, včasih tudi problemi. Ponujamo in pripravljamo samo lokalno predelano hrano. Ne bom jih letos imenoval, ker nismo dobili nobenega sponzorja. Vse smo morali pošteno plačati. Tako da ostajamo pa pri tistem, da je lokalno, medvoško, od naših ljudi v naša usta sigurno najboljše. Tradicija je pač taka, da se povabijo od občinske uprave do celotnega trenutnega občinskega sestave občinskega sveta, pa vse naše, se pravi, simpatizerje in pripadnike pač naše liste. Ko rečete vse, torej cel občinski svet. Ja, drži, cel občinski svet. In imate potem že kakšne izkušnje, kdo se običajno odzove temu povabilu? Ja, bom rekla, da mogoče se odzovejo tisti, s katerimi se več družimo. Včasih pač tudi kdo preseneti. Pa najprej o tem, kdo je gostitelj. Prvič so piknik na tej lokaciji organizirali člani nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, ki je od nekdaj veljala za županovo listo, listo Stanislava Žagarja. Ker pa so svetniki te liste v prejšnjem mandatu brez težav sodelovali z aktualnim županom Nejcem Smoletom, jim na zadnjih volitvah ni bilo dano kandidirati na tej listi, zato so oblikovali nestrankarsko listo Sotočje. V imenu nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode sta v občinski svet prišla novinca Mateja Kuhar-Bizjak in Tomaž Kuralt, v imenu nestrankarske liste Sotočje pa novinka Ines Iskra in iz stare zasedbe Stanislav Ulanec. In mi še zmeraj smo istega mišljenja, da moramo volivcem ustreči tisto, kar smo jim obljubljali, in na tem še zmeraj delamo. Ste med tistimi, ki največ pobud in vprašanj krajanov pripeljete v občinski svet oziroma na sejo občinskega sveta? Se na vas krajani obračajo? Zanimivo vprašanje. Na zadnji seji, ko mogoče večina krajanov, ko imajo kabelsko televizijo, so to gledali, iz strani župana Nejca Smoleta sem bil mogoče malo upozorjen, da mi bo besedo vzel, da sem populist. Ne, mene so ljudje volili, našo stranko so ljudje podpirali in jaz moram njihove želje, res da so
včasih prevelike želje, ampak saj izraziti jih pa moram in zato jaz nisem populist. Spomnimo, na zadnji seji občinskega sveta je predstavil peticijo krajevne skupnosti Senica oziroma naselja Ladja in njihovo željo po komunalni in prometni infrastrukturi, po mnenju Lanca upravičeno. Brez sedeža v sejni sobi pa sta ostala vidna predstavnika iz prejšnjega mandata, Katarina Galof in Sašo Šulc. Predvsem slednji je kritičen do dogajanja v občinskem svetu in obžaluje, da njihova lista nima več predstavnikov v njem. Imamo svoje ljudi v občinskem svetu, imamo svoje ljudi tudi v drugih organih občine, vendar se vidi, da je lista Nejca Smoleta v večini, kar seveda mi spoštujemo, skušamo jim pomagati na vse načine, skušamo jim kritično svetovati, vendar pa moram reči, da nismo zmeraj najbolj uspešni pri tem. Sploh se mi zdi, da v zadnjem času v občinskem svetu ni veliko razpravljavcev, ki bi konkretne probleme znali pravilno izraziti, ker problemi so. Se mi zdi, da je zelo odvisno, kdo res sedi v občinskem svetu in pač kakšna so njegova prepričanja. Ne samo kakšna so prepričanja političnih strank ali pa list, ampak tudi se mi zdi, da je zelo veliko odvisno, kakšne so te osebnosti kot osebe. Oba pa sta dejavna na nivoju krajevnih skupnosti. Galofova kot predsednica krajevne skupnosti Preska Žlebe, Šulc pa kot član sveta krajevne skupnosti Pirniče. Ne moram reči, da v bistvu samo seja prinese k dobrobit kraju. Mislim, da so tudi druge stvari, kjer si lahko dejavan. Tako da mislim, da se da tudi izven občinskega sveta z dobro voljo veliko narediti. Vem pa, da bi, če bi bil v občinskem svetu, verjetno večkrat zaprosil za besedo in povedal kakšno stvar tudi bolj po svoje. Vabilu na druženje sta se poleg posameznih svetnikov odzvala tudi župan Nejc Smole, podžupan Ivo Rep in tako kot običajno tudi član občinskega sveta Leon Marjasec, ki je marca v poslanskih klopeh zamenjal Anžeta Logarja. Tukaj je nekje narisana črta, na eni strani je politika, na drugi strani je ni več. Vi pridete s kakšnim namenom? Prijateljski odnosi, vsi delamo tukaj smo svetniki, delamo za občino Medvode, za občinske ljudi, da bomo vsi skupaj kaj od tega. Pa bom vprašala, so vam že kaj namignili sedaj, ko ste v poslanskih klopeh, kaj bi bilo dobro narediti tudi tam za občino Medvode? Tukaj je črta narisana, nič politike, ampak ne, niso mi nič namignili, tako da danes smo čisto sproščeni in mogoče bo kdaj drugič ta tema. Pa če vas vprašam, kako se dobro počutite v poslanskih klopeh? Ja, sprejeli so me pozitivno, kot eni, kot drugi, tako da nimam slabih izkušenj. Ste si predstavljali, da je poslansko delo tako, kot je v tem trenutku? Ne, niti slučajno, je zahtevno, je odgovorno, vse delamo za vse državljane. Marjasec je član kar 4 odborov državnega zbora, odbora za zadeve Evropske unije, odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Na 10. letošnji seji občinskega sveta občine Medvode je komandir policijske postaje Medvode Felix Strehar prisotne seznanil s poročilom o delu medvoških policistov v letu 2019. Kot ugotavlja, se znižuje splošna kriminaliteta. V letu 2019 tudi niso obravnavali hujših kaznivih dejanj, žal pa še vedno obravnavajo veliko kaznivih dejanj nasilja v družini. Največ dela pa imajo z obravnavo prometnih nesreč. Poudarili so, da sicer veliko delajo tudi na preventivi, a žal ugotavljajo, da se voznikov to ne prime prav močno. Veliko več pa zaležejo kazni. Želijo si, da bi udeleženci v prometu sami pripomogli dovolj razuma in pazljivosti ter bolj skrbno upoštevali prometne predpise in signalizacijo. Na medvoški policijski postaji, ki pokriva občino Medvode in občino Vodice, pomaga pa tudi pri nadzoru državne meje in izvajanja predpisov zakona o tujcih v občinah Kočevje, Ribnica in Cerknica, je zaposlenih 27 oseb, od tega 24 pooblaščenih policistov. Preiskujejo in obravnavajo številna področja in statistiko za lansko leto je predstavil komandir Felix Strehar.
Obravnavali so 404 kazniva dejanja, med njimi nekoliko upada premoženjska kriminaliteta, narašča pa gospodarski kriminal. Splošna kriminaliteta znaša 86% od vseh teh obravnavanih kaznivih dejanj. Preiskanost velikih tatvin in tatvin, ki izstopajo po številu, je 25%. Obravnavali smo 81 vlomov v objekte, od tega 26 primerov v stanovanjske hiše, 8 v vozila, 14 v poslovne prostore, kamor spadajo recimo gostinski obrati, trgovine, bencinski servis in tako naprej, in pa 4 vlome v skladišča. Kar 30 kaznivih dejanj je bilo zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Sprejeli so tudi več ukrepov prepovedi približevanja, ropov, izsiljevanja, umorov in povzročitve hujših telesnih poškodb lani medvoški policisti niso obravnavali. Je bilo pa 6 kaznivih dejanj zoper življenje in telo s povzročitvijo lažje telesne poškodbe. Obravnavali so tudi veliko kršitev temeljnih pravic delavcev. Na področju javnega reda in miru pa je bilo največ kršitev javnega reda in miru v družini ter kršitev z nasilnim in drznim vedenjem. Občani pa se radi tudi nedostojno vedejo na javnih krajih. Glede ostalih prekrškov z področja javnega reda smo obravnavali 36 primerov kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 21 kršitev zakona o osebni izkaznici, še vedno izstopa zakon o prijavi prebivališča, 53 primerov, zakon o zaščiti živali 25 primerov, zakon o ohranjanju narave 15 primerov, en primer pa smo obravnavali zakon o zasebnem varovanju. 3 kršitve smo ugotovili zakona o orožju. V 2 primerih smo zaradi neizpolnjevanja pogojev za posest orožja podali predlog na upravno enoto za odvzem orožja. Opravili smo 11 nadzorov pri lovcih in pa 4 nadzore pri zbiralcih orožja. Policiste so lani 9-krat poklicali na prizorišče delovnih nesreč, žal pa so obravnavali tudi 4 samomore, 2 požiga in 2 iskalni akciji. Na področju prometa izvajajo številne preventivne in represivne akcije za zmanjšanje prometnih nesreč, a so kljub temu lansko leto obravnavali kar 146 prometnih nesreč na območju, ki ga pokrivajo. 1 oseba je v nesreči umrla, v 57 nesrečah pa so se udeleženci telesno poškodovali. Prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na cesti izven naselja. Vzrok je bila neprilagojena hitrost voznika motornega kolesa, ki je bil pod vplivom alkohola. Dejansko se zavedamo, da so šibkejši udeleženci v prometu, pešci, kolesarji, vozniki enoslednih vozil, pogostejše žrtve prometnih nesreč. Zato veliko pozornosti namenjamo njim oziroma njihovi varnosti. Najpogostejša vzroka za prometne nesreče sta bila neprilagojena hitrost ter smer in stran vožnje. Pri prometnih nesrečah s premoženjsko oziroma materialno škodo pa je najpogostejši vzrok premik z vozilom. Kar 2464 kršitev prometnih predpisov so obravnavali, kar je precej več kot v preteklih letih. Izmed 3590 odrejenih alkotestov so odkrili 60 pijanih voznikov. Komandir pa poudarja, da je to še vedno previsoka številka. In kršitve prometnih predpisov in predvsem hitrosti so najbolj pereče tudi za občinske svetnike, ki so na komandirja naslovili tudi vprašanja, kako bi lahko ukrepali, da vozniki ne bi kršili omejitev in ne ogrožali sebe ter ostalih udeležencev v prometu. Kakšne so rešitve? Jaz sem na tem področju zelo, bom rekel, strikten. Če bi se mene sprašvali, bi tazga kršiteljna, ki bi ugotovili ga, kdo je, posneli, dali na televizijo. Se pravi, ime, priimek, obraz, vozilo in tako naprej, pa bi se mogoče pol kaj spremenili. Žal, zaenkrat to pri nas še ni mogoče. Večina, kot ste rekel, upošteva, vozi 50-60, ampak ravno zaradi takih hitrosti, kot ste jih navedli, prihaja do najhujših prometnih nesreč. Takrat so pa žrtve najšibkejši udeleženci v prometu, tudi kot ste jih povedali.
Pri tem je napovedal tudi meritve stacionarnim radarjem mimo godbenega doma v Medvodah v mesecu juliju. Da si ravno je komandir medvoške policijske postaje bolj naklonjen akcijam, kjer vozniki policiste vidijo in posledično znižajo hitrost vožnje. Sicer pa medvoški policisti sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo. Mladim predstavljajo poklic policista in sodelujejo v projektih za promocijo varnosti v prometu in pri preprečevanju medvrstniškega nasilja. Na zadnji seji so se občinski svetniki seznanili tudi s poročilom o delu nadzornega odbora občine Medvode v novem mandatu, ki mu kot v prejšnjem predsednikuje Mitja Starman. Ker je nadzorni odbor s svojim delom začel šele pred dobrim letom dni, je v svoje poročilo vključil delo ne le v prejšnjem letu, ampak tudi v prvi četrtini letošnjega leta, ko je javno objavil 2 končni poročili. Končno poročilo o nadzoru organiziranosti in izvajanja notranjega revidiranja v občini Medvode in nadzoru poslovanja javnega zavoda Sotočje v letu 2017 in v letu 2018. Mitja Starman se je osredotočil predvsem na določene nedoslednosti, ki jih je nadzorni odbor ugotavljal pri nadzoru slednjega, torej javnega zavoda Sotočje, saj so nadzorniki v poročilu svetnikom navajali le priporočila, ki iz teh ugotovitev sledijo. Kakšne prav posebne razprave med svetniki sicer ni bilo, med drugim pa sta se oglasila Uroš Medar, tudi kot član sveta javnega zavoda Sotočje, in Ines Iskra kot zaposlena v zavodu. Svetniki pa so dali besedo tudi aktualnemu direktorju javnega zavoda Sotočje Alešu Kalanu, ki je nadzornemu odboru očital drobnjakarstvo in ga spomnil na njegovo temeljno poslanstvo: nadzor zakonite in smotrne uporabe proračunskih sredstev. Starman njegovega izvajanja, najbrž na srečo nekaterih, ki bi se jim lahko očital konflikt interesov, ni komentiral. Zakorakali smo v poletje, na Šentjanževo, torej 23. junija, marsikje obudijo staro navado kurjenja kresov. O tradicionalnem kresovanju v Hrašah smo poročali že v prejšnji informativni oddaji, tokrat pa o pikniku in prižigu ognja na vrtu skupnosti Barka na Jeprci, torej ko ukrepi še niso bili tako hudo omejevalni, kot so danes. Koronavirusu so se v Barki doslej uspešno upirali. Ja, bistveno drugače je bilo predvsem to, da smo bili nekako zaprti, da ni bilo prehajanja notri in ven, da je bilo zelo omejeno tudi gibanje pri nas, predvsem za naše osebe, da ni bilo samostojnih izhodov. Za nas vsa preventiva od mask, razkuževanja, kar še danes traja, popisovanje ljudi, ki pridajo, v glavnem, ja, bilo je naporno, je mogoče še zmeraj, ampak se mi zdi zelo pomembno, da se opiramo na tisto, kar je pa ostalo enakega. Res pa je, da se v skupnosti Barka že sicer po zaključenem prvem valu COVID-19 niso povsem sprostili, zato je bilo tudi vabilo na tokratno druženje posredovano na manj naslovov, kot bi sicer bilo. Ampak zdi se nam pomembno, da vseeno obdržimo kakšne običaje, kakšno tradicijo, ki jo imamo skupaj z društvom Sorško polje, in kljub pesimistični sliki, ki je trenutno malo na vidiku, se mi zdi, da malo pozitivne energije vseeno ostaja, pa malo pozitivnega pogleda, in z eno tako primerno distanco pa zunaj smo vseeno lahko tudi korona preventivni. Barka sicer velja za zelo odprto skupnost, z na stežaj odprtimi vrati za prostovoljce, tudi iz tujine. Trenutno imamo 2 prostovoljki iz Nemčije, ki sta ob koroni odšli nazaj. Trenutno sta prišli nazaj, pa jih imamo malo v izolaciji, tako da še nista z nami, ko res čisto preventivno. Imamo tudi prostovoljca iz Škotske, ki je že približno mesec pa pol v Sloveniji, tudi dal čisto eno karanteno, preden je sploh lahko prišel do nas. Z enodnevnimi prostovoljci, tisti, ki so dnevno prihajali, pa nekako še nismo začeli tako odprto sodelovanja, se predvsem slišimo, pa imamo kakšna taka manjša druženja zunaj, tako eden pa po eden, tak krajši klepet. Tudi praznovanje velikega osebnega jubileja prvega stanovalca v Barki, Staneta, je bilo delno podrejeno še razglašeni pandemiji. Kako je Stane praznoval svojih 50 let? Jaz bom rekel tako, kot se spodobi za korono. Se mi zdi, da mislim, da 31.5. se uradno zaključila epidemija, 1.6. je imel svojih 50 let. Tako da praznovanje je vsekakor bilo, celo dvodnevno praznovanje.
seveda s precej manj ljudmi, kakor ima on prijateljev, ampak se mi zdi pomembno, da smo mu postavili mlaj in da je imel en tak manjši piknik tukaj pri nas. Stane pa nam je zaupal, da si najbolj želi tega, da bi končno spet lahko samostojno in sam, predvsem s fotoaparatom, pohajkoval naokoli. Na Šentjanževo torej marsikje obudijo staro navado kurjenja krasov, ki je imelo in ima različne pomene. Vsi pa izhajajo iz najstarejšega magičnega odnosa človeka do narave. Veljalo je, da ima kresna noč čudežno moč, ko je moč najti zaklad, izvedeti prihodnost in celo slišati in razumeti govorico živali. S kresovi so hoteli ljudje sonce počastiti in mu z ognjem pomagati, da ne bi omagalo. Praznovanje torej izvira še iz poganskih časov, krščanstvo pa ga je prikrojilo svojim potrebam. Na kresno noč, polovico leta pred rojstvom Jezusa, naj bi se namreč rodil Janez Krstnik. Na pikniku so se brkačem pridružili tudi člani in prijatelji društva Sorško polje, ki imajo ob delavnicah skupnosti Barka že sicer posebno oblikovan in lepo negovan skupnostni vrt. Več o vrtu pa v prihodnji oddaji. Pravnični gozd in abstrakcija, to sta bila izziva letošnjih slikarskih ekstempor Kuda Jarem. Enomesečno ustvarjanje abstrakcije in lahko bi rekli kar hitrostno slikanje pravličnega gozda je svoje razodetje ali bolje razkritje doživelo skoraj da istočasno v soboto v Hrašah ob cerkvi svetega Jakoba in nato še v ponedeljek v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro. Pester slikarski vikend torej v organizaciji Kuda Jarem. Pa sledimo kronološkemu zaporedju dogodkov in pričnimo v Hrašah, kjer se je pri cerkvi svetega Jakoba v soboto zjutraj ob 8:30 zbralo preko 30 slikarjev in slikark s skupno usmeritvijo naslikati pravlični gozd. Zakaj pa Hraše? Zakaj ste izbrali torej že pred nekaj leti to lokacijo? Zakaj je tako posebna predvideva? Zelo posebna. Sam pogledajte se okoli, ja pa sej imate vse na dlani, od graščine Smledniškega gradu do okolice čudovite, vse vidite, od poli, ravnic, planin, v ozadju čudovite gozdove. Ja, kaj je pa še lepšega kot to? Ob boku starejših slikarjev, tako poklicnih kot ljubiteljskih, ki so v Hraše prišli iz vse Slovenije, pa se je odvijala tudi kolonija za otroke pod vodstvom slikarja Petra Gabra in delavnica domače obrti, obe z istim naslovom. Meni se zdi, da je težko delati nekaj pravličnega, če še nisi tega počel. In kakor poznam avtorje, niso veliko še pravličnega delali, tako da verjetno je bil to zelo izziv. Sem pa prepričan, da če bi imeli več priprave, da bi lahko res naredili stvar še boljšo, bolj pravlično, ampak to bi lahko naredili in mi, da bi že pripravili in mogoče že kakšen material jim povedali prej, v katero smer delati, pa seveda tudi sami, ne. In recimo tako, kot imamo letos, se je ponovila abstrakcija na Alja Živini, ki bo v ponedeljek predstavljena od lanskega leta in bomo letos delali drugič in pričakujemo boljše rezultate. Tako bi tudi verjetno naslednjič, ko bi bila spet taka vsebina, pričakovali lahko boljše, za prvič je pa to pač težje, ne. Končne slike so pregledali in ocenili člani strokovne komisije, že omenjeni Peter Gaber, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn ter etnolog dr. Janez Bogataj in ob tem podali še uporabne usmeritve za naprej. Bilo je zelo veliko zelo takih avtorskih intimnih del, od zelo različnih stilov, od čisto abstraktnih do zelo ilustrativnih. Predvsem so pa zelo taka samosvoja, zelo pač iz neke take, iz enih lastnih vzgibov, zelo tako osebna. In je bilo pač, ja, mislim, da 23 ali okrog 20 del je bilo treba pregledati, tako da kar težko. Komisija je podelila 2 pohvali in 3 nagrade. Za najboljšo pa razglasila sliko Jesenski gozd Nikolaja Petrevčiča. Kako je bilo slikati v Hrašah? Kako bi opisali energijo te lokacije? Slikati je bilo ful lepo, dobra energija, ful po domaču vsi, balane. Je bilo pa malo preveč sonca. Odkot ste črpali motive, ideje, vzgibe za vašo nagrajeno sliko? V bistvu sem bolj tako v gozd gledal, malo za ideje, a ne. Pa sem pa rekel, ja,
Svetlo je že, bomo malo drugačno svetlobo naredili, pa še kakšno dodatno zadevo. Pa izgleda lepo, izpadalo vse. Gre za drugi nagradni ekstempore, sicer pa že četrti po vrsti v Hrašah, ki si ga brez pomoči lokalnega turističnega društva ne bi mogli predstavljati, je še poudaril predsednik KUD Jarem Roman Veras. Ki nam je tam tako lepo kot vedno in z vso skrbnostjo pripravila vse, od klopi do vode, do hladilnika, do WC-ja, ki je tudi potreben, in potem naredili krasen večer ob otvoritvi, res njim najlepša hvala. Delovni vikend KUD Jarem pa se je v ponedeljek sklenil s slovesnim zaključkom celomesečnega ekstempora in razstavo slik Abstrakcija Aljaže Vina v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Tega izziva se je lotilo 37 likovnikov, zbranih prav tako iz vseh koncev in krajev Slovenije. To je čudovit uspeh. Vsi udeleženci smo šli stopnjo 2, 3 naprej. Bistvo je, da smo tukaj v abstrakciji dojeli, sploh osnove, pa ne samo to. Mnogi so to abstrakcijo poglobili in jo realizirali na platno, kar je pa zelo, zelo težko. In bolj kot smo lahko zadovoljni, res ne moramo biti. Komisija v enaki sestavi kot v Hrašah je ocenila zbrana dela in pri tem enoglasno ugotavljala, da se je nivo abstraktnega ustvarjanja, ki je bistveno drugačno in v mnogočem tudi zahtevnejše od slikanja realizma, od lanskega ekstempora z identično tematiko izredno dvignil. V bistvu v lanskem letu je ta abstrakcija prinesla kar veliko zmede ustvarjalcem in nekako sploh niso osvojili tega pojma, kaj sploh abstrakcija je. Na splošno lahko rečem, da je letošnji ekstempore res izjemno uspel, da so nastala kvalitetna dela in da je bil ta pojem abstrakcije v polnosti osvojen in da je ta abstrakcija zaživela res tudi različne variacije, s poudarkom na geometrijski abstrakciji, na povsem sproščenem pretakanju barv, do res avtorske artikulacije nekih form, ki asocirajo morda še vedno na nekaj realnega, vendar so povsem razkrojene in preoblikovane. Skratka, abstrakcija je dobila različne obraze, dela pa na splošno, če jih lahko orišem z eno besedo, so pridobila tudi na kvaliteti. Na 6. ekstemporu Aljaže Vina, 3. nagradnem, je komisija ponovno podelila 2 pohvali, s 3. mestom pa nagradila sliko zgodbe Jasne Vitez, 2. nagrado je prejela Erna Kopše za sliko Prebujanje, 1. nagrado pa so za sliko Rojstvo podelili Luki Miklavžiču. Vodilo me v bistvu pričakujem 2. mesec rojstva otroka z ženo prvega, tako da je bil to povod. In platno je bilo prazno, začelo se je s prvo potezo, končalo se je pa takole. Tako da to je to. Je bila v bistvu bolj prazna glava, no. Ampak prav, da mi je uspelo, jaz tudi čutim, da mi je, no. In nekako se tudi vidi otroka, 2 sili, ki se združita in ustvarita novo življenje, kar je v bistvu nekaj najlepšega. Ne? Rojen Medvoščan, živeč v Kranju, se s slikarstvom ukvarja šele 6 let. Pričel je v KUD-u Zbilje, sedaj pa ustvarja pod okriljem ateljeja Bled. Ker je bil doslej predan slikanju realizma in je bil to šele njegov prvi preizkus v abstrakciji sploh, pa je komisijo še toliko bolj presenetil in, kot kaže, tudi navdušil. Je osvobojajoča in v bistvu zelo sproščujoča tehnika. Pri realizmu moraš biti zelo pozoren in ponavadi sem pri realizmu v sedečem položaju in zelo blizu same slike in dosti detaljno rišem. Tukaj pa stojiš in nanasaš čopiče, mažeš po steni, ker vse šprica in se umikaš
od slike pogledaš, če je v redu, se spet približaš, spet narediš potezo. Tako da glede tega je res bolj sproščujoče in sem bil dejansko navdušen, ko sem risal abstrakcijo. Ob razstavi slik v rojstni hiši Jakoba Aljaža, kjer so podelili tudi nagrade vsem udeležencem, tako v Hrašah kot na Aljaževini, pa je bila razkrita tudi že usmeritev za prihodnje leto, ko bo tematika medvoške legende. Letošnji predkresni večer pod Aljaževo trto za vrhu pod Šmarno goro 19. junija je zaznamovala žlahtna primorska govorica, rezijansko narečje ter domača jarmovska beseda. Literarna sekcija Kud Jarm je v goste povabila pisatelje in pravljičarje iz Goriškega literarnega društva Govorica. In sicer so se predstavili Darinka Kozinc, Sabina Vostner ter Dragana Miroševič. Kud nit iz Rezije pa sta predstavljala Marjeta Manfreda in pisatelj Tomaž Kosmač. V svojem programu so člani predstavili pravljice, ki se že stoletja prenašajo iz roda v rod, temeljijo pa na zavednosti slovenstva v tamkajšnjih krajih. Tamkajšnji prebivalci so namreč skozi stoletja doživljali borbo za ohranitev slovenskega jezika ter predvsem borbo za lastni obstoj. Ob kresu, ki je grel kar precej hladen junijski večer, sta se prvič predstavili tudi članici mlajše literarne sekcije Bezek Kud Jarm, in sicer Sara ter Kaja Bukovšak. Mladi literarni ustvarjalki sta tudi zelo uspešni v lutkovni sekciji Kuda Jarm. Del svojega literarnega opusa je predstavil tudi medvoški pesnik Jurij Marusik, prav tako član literarne sekcije Kuda Jarm. Predkresni večer pa je s svojimi mehkimi besedami povezoval mlad literat Matej Cigale. Tiha in sproščujoča melodija je iz ozadja vodila obiskovalce skozi ves večer in krasila žlahtno literarno besedo. V pokoronsko življenje se postopno vračajo tudi nekatera športna tekmovanja, zato ob koncu poglejmo še nekaj rezultatov medvoških športnikov v preteklem mesecu. 13. junija je na Bitu v Ljubljani potekalo državno ekipno prvenstvo v badmintonu v kategorijah do 13 in 19 let. Medvoška prva ekipa do 19 let pa je pokazala največ med vsemi in slavila naslov državnih prvakov. Ekipa do 13 let se je veselila naslova podprvakov, v finalu je izgubila zmirno z 0-3. Zaradi izpada mednarodnih tekmovanj je Kajakaška zveza Slovenije pred poletjem upeljala članski slovenski pokal v slalomu z namenom, da se slovenskim tekmovalcem ponudi možnost nastopov vsaj na domačih tleh. Prvo tekmovanje je tako 13. junija potekalo v Tacnu, Blaž Cof pa je bil med kanuisti 4. Druga tekma se je teden dni potem odvila na Savinji v Celju, kjer je poleg pokala potekalo še državno prvenstvo v spust sprintu. Na pokalni slalomski preizkušnji je Cof osvojil 3. mesto, na tekmi državnega prvenstva v sprintu pa se razveselil naslova državnega prvaka. 27. junija so se nato veslači preselili še na progo v Trnovo ob Soči. Na slalomski tekmi je bil Cof 5., na tekmi v sprintu pa je ponovil uspeh iz Celja in se ponovno veselil zmage. Podobno kot veslači na divjih vodah, tudi kolesarji skrbijo za tekmovalno formo zgolj s tekmami na domačih tleh. Tako je bila 19. junija udeležba na drugem pokalu Tadeja Pogačarja v industrijski coni Komenda in 28. junija na državnem prvenstvu v vožnji na čas Gorje Pokljuka izjemna. Poročamo pa lahko tudi o odličnih rezultatih medvoških predstavnikov. Najboljši med amaterji v zadnjih letih na slovenskih cestah, Andrej Žavbi, je na pokalu Tadeja Pogačarja zmagal v kategoriji nad 50 let, nato pa še 28. junija slavil na vzponu na Pokljuko v kategoriji Master G. Na državnem prvenstvu v vožnji na čas pa je v kategoriji mlajših mladink zmago slavila Pija Galov, sicer članica ekipe BTC City Ljubljana. V preteklem tednu so medvoški policisti obravnavali eno prometno nesrečo na Vrju, povzročitelj pa je po dogodku pobegnil. V Zbiljah je nekdo poskušal ulomiti v brunarico, ostali kaznivi dogodki pa so se zgodili v Medvodah. Nekdo je ponaredil denar, nekdo poškodoval tujo stvar, obravnavali so tudi eno tatvino in neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.
Policisti obveščajo, da obravnavajo vlome tako v stanovanjske kot v poslovne objekte na celotnem območju Policijske uprave Ljubljana. Zato občane pozivajo, da ne nasedajte neznancem, ki sprašujejo ali ponujajo različne usluge. Posebej opozarjajo na to, da ne zapuščajte stanovanja, ne da bi ga za sabo zaklenili, ter bodite pozorni na sumljive osebe ali avtomobile. Pred nami so torej praznični dnevi, kakšna bo njihova vsebina, pa je težko napovedovati. Predvsem spremljajte naše videostrani, kjer vas bomo sproti obveščali o tem, katere prireditve bodo izvedene in katere žal ne. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav!